Stanovanjska politika je zelo preprosta. Pridobiti čim več neprofitnih stanovanj v tem obdobju, kot je. Glede na to, da je bil ta stanovanjski program pripravljen leta oktobra 2020, je seveda potreben prenove, potreben dopolnitve in tudi na tem segmentu delamo, tako da bomo nadaljevali pridobivanje stanovanj. Vsi vemo, da se realno predvideva povečanje števila prebivalcev v naši mestni občini, tako da tudi iz tega izhaja potreba takšnih gradenj, kot je danes, smo bili priča danes pogodbi, podpisu pogodbe. Kot je bilo že navedeno, delamo tudi na Žlapovcu, tako imenovanem projektu, pridobiti dodatnih 17 neprofitnih stanovanj, odkupujemo zemljišča oziroma starejše stanovanjske objekte na trgu Petra v Brestanici, tudi to nekako poskušamo pokrivati. Nadaljujemo z vsemi aktivnostmi, da bomo čim bolj pripravljeni na prihod novih prebivalcev v našo mestno enoto, če tako rečem. V Posavje lahko rečem, ker z upravne enote Krško nismo dobili točnih podatkov, je trend preseljevanja tujih državljanov. Mislim, da govorimo o letu 2020-2021 je prišlo teh cirka 667 dodatnih prebivalcev iz drugih držav, tako da ja, trend preseljevanja v mestno občino oziroma v Posavje, bom rekel, je v narastu. Tudi zasebniki so tisti, ki želijo, bi rekel, dodati te ponudbi stanovanj, sicer govorimo tam v profitnih stanovanjih, kar je normalno, tako da, kakor smo seznanjeni, bo na lokaciji bivšega Autolina zrasla takšen objekt lokalni, profitni stanovanji. Pogovor se tudi bom rekel, dol v obrtni coni pri Stari Mizarski, če domačini bojo vedeli, kje je to. Skratka, trend teh komercialnih stanovanj je tudi v porastu.